Strašno sem vesela. Prav srečna sem. Cela vokalna skupina Ulica je srečna. Ker pred leti si nikakor nismo predstavljali, da bomo prišli do 10. Ravbarjevega večera. Namreč preko 500 nastopajočih se je zvrstilo v 10 večerih. To je 50 skupin, torej plesnih, inštrumentalnih, pevskih, mnogi razstavljalci, zbiratelji in ne zastonj. Hočem reči, Stolp nam nudi tako prijeten ambient in tako krasno akustiko, da v njem res uživamo. Ampak, kot ste videli, malo premajhno. Lisička je razvita zver, pod stalnico ima svoj kvartir, pa zreko mahja, pa skripni prasklja, pa vpraša, če je lovec doma. Oj, lovec pa nas... Mikrofona ne potrebujemo, ker je res akustika enkratna. Ravbarjev stolp je umeščen neposredno na vhod Postojnskih vrat. To pa pomeni, da skozi dolga stoletja varuje našo občino. Njegova, ne le simbolna vloga, je pa zato danes še toliko pomembnejša. Ravbarjev stolp je gotovo eden najpomembnejših spomenikov poznosrednjeveške arhitekture v Sloveniji. Zaradi tega je pomembno, da ga ohranimo. V jedru je sicer veliko starejši, najbrž še iz 14. stoletja, ampak poznogotsko podobo je pa dobil v 15. stoletju, ko so ga imeli v lasti Ravbarji. Ravbarji so bili pa ena najpomembnejših kranjskih družin tistega časa. Vem, da je danes lep začetek, ne samo za sanjati, ampak za iti v akcijo. Danes se moramo združiti, vzeti Hasler kot simbol družbenih planincev. Jana, hvala za vse, ker mi gremo z veseljem s tabo še naprej.